Stanja Lončar pa je za današnjo oddajo pripravila nekaj zdravih jedi, za katere ne rabimo veliko časa, da so pripravljene. Izbrane ekološke sestavine pa odlično vplivajo na naš imunski sistem, da se lahko bori z virusi in bakterijami. Jesen bo očitno v znaku korone in čas je tudi za korona kulinariko. Torej, razen mask, razkužil in vsega tega, kar nam nekako vsiljujejo, lahko naredimo veliko, da sami ne postanemo preprosto gojišče za viruse. In za kaj takega je potrebno tudi vpeljati nekaj sprememb v kuhinji. Torej, izogibati se moramo hrani, ki nas zasluzi in ki nas zakisa. Kaj nas zasluzi, je predvsem mlečni izdelki, pšenica, po drugi strani, kaj nas zakisa, živalske beljakovine pa sladkorji. In če se vam zdi, da brez teh sestavin ne bo dobre hrane, se motite, dejansko lahko jemo zelo zdravo, zelo okusno in ob tem iz dneva v dan krepimo svoj imunski sistem. Za začetek predlagam, da naštudirate, kako narediti 1000 jedi iz prosa. Proso je moje najbolj priljubljeno žito, poživlja, ima veliko silicija, fosfora, okrepi naše celične ovojnice, da virusi res imajo težavo, da se prebijajo skozi. Je žito, ki nas ne zakisa, je žito, ki res nadomesti celo kavo, ker nas poživlja. In če še ne veste, kako proso skuhati, da je res žmohtno, da je res okusno za jesti, potem priporočam, dajte si ogledati en daljši prispevek, ki smo ga naredili na zazdravje.net med videoposnetki. Tam so tudi številni recepti, ampak danes bomo res prakticirali malo hitre kulinarike. Torej to, kar lahko naredite dobesedno v 5 minutah, sladke, slane variante, poglejmo, kaj se iz prosa da narediti. Proso lahko skuhamo na zalogo. Če imate posode, ki so take res z debelim dnom, emajlirane, poglejte, nič se vam ne bo prejelo. To so posode, ki jih uporabljam že 10 let. In kar je zelo lepo, če imamo drobno proso, ta trenutek, ko bo zavrelo, ga le odstavimo, pustimo pokritega in bo posoda že naredila svoje. In takega lahko tudi shranimo v hladilniku za kar 3 do 4 dni brez težav. Če nismo dodali beljakovin, ga celo ne bo treba še enkrat pogrevati. Kaj pa lahko s tem naredimo? Poglejmo, kaj bi lahko naredili kot zelo zdrav, hiter obrok za kaj slanega. Veste, ko sem že omenila korona kulinariko, je ideja v tem, da uporabimo čim več zelenjave, da uporabimo takšno zelenjavo, ki dviga valovanje naših celic, torej ne katerakoli solata, največ moči vam bo dala prav rukola, po možnosti divja rukola, če jo imate. Hrani je treba dodati tudi čim več antioksidantov, zato je dobro dodati čim več zelišč v obliki domačega pesta, v obliki peteršilja, rukole, koromača, bazilike. Če pa nimamo domačih pest, potem je zelo priporočljivo uporabljati ekološka pesta. Za krepitev pljuč, za hitro razsluzenje je zelo dobro dodati tudi nekaj pikantnega, torej arabijate, lahko tudi domači hren, več ingverja. S tem dosežemo, da nenehno redčimo sluz v pljučih in krepimo imunski sistem. Kako pa bomo zdaj vse to pokombinirali? Ja, začnimo tako, da rabimo tudi nekaj na hitro pripravljene zelenjave. Glejte, korenček je veliko lažje prebavljiv in več karotenoidov bomo zaužili, torej več vitaminov in več antioksidantov. Če res samo na hitro to prepražimo, ja vse pražim na kokosovi maščobi, tisti brez vonja. Zdaj pa bomo naš pesto upgradali, dvignili na še višjo raven, da bo res še bolj zdrav in bolj hranilen. In kako to naredimo? Glejte, če hočemo izboljšati našo protivnetno obrambo, je zelo dobro dodati naši prehrani malo več omega-3 maščob. Najraje imam to v obliki orehovega olja. Potem pa bomo temu dodali, kot rečeno, nekaj malo pikantnosti. Pa, če hočete, da vse skupaj ima taka malo bolj roštilski okus, pa da smo še vedno pri zdravi hrani, odlična pogruntavščina je dimljena ekološka paprika.
In poglejte, dobili bomo zelo okusno, tako gurmanska oblika prosa. Lahko bi jo jedli tako na žlico, lahko pa se malo poigramo, pa vsemu dodamo tudi malo dizajna. Enako lahko naredimo zeleno različico. Za osnovo bomo vzeli proso in dodali domači pesto ali sveže domače zmiksane na zelišča, malo orehovega olja. Če pa imate radi smetanaste okuse, potem, če že govorimo o kulinariki, ki nas ne bo zakisala, lahko smetane ali mlečne izdelke ali tiste siraste izdelke zamenjamo s temi kremami za kuhanje, ki so na bazi riža ali na bazi ovsa ali na bazi kokosa. S tem dobimo tako eno žmohtno strukturo in še vedno živila, ki ne delajo težav v naši limfi. In poglejte, to dobro premešamo. No, če smo uporabili pesto, potem smo že dodali dovolj soli. Če pa ne, potem je zelo dobra kombinacija zeliščna sojina omaka, torej ekološka, zeliščna, neka mešanica pravzaprav tistih jušnih osnov in sojine omake. Še ena zelo žmohtna zadeva, lahko bi že to bil polnovreden obrok na žlico. In tudi tle se malo poigramo, uporabimo novi cedilček, manjšega priporočam. No, češnjico za na vrh in namesto zrezkov malo bolj kakovostne beljakovine. In evo, v 5 minutah imamo vrhunski polnovredni obrok. No, pa poglejmo, kaj se na hitro da narediti, da tudi sladica bo zdrava, da nas ne zakisa in ne zasluzi. Za osnovo je dobro uporabiti, torej namesto smeten bomo uporabili eno čist nesladko kremno osnovo, recimo lahko je kokosova, riževa ali ovsena. Kot vidite, struktura je taka, da bo lepo držala skupaj. Namesto sladkorja le mečkan javorjevega sirupa, ta je res bogat s selenom, ima relativno nizek glikemični indeks. Edino, s čim bomo sladkali našo sladico, bojo dateljni. So čisto nevtralni, dajo sladkost in lahko jim potem dodate okus po želji. Tisto, kar ja obvezno dodam, da dvignem res energijo vsake izmed teh zadev, je mečkan limonine lupince v ekološki 3 kapljice, 4, to je kot polovica naribane limonce in obvezno nekaj vanilije, da nam bo trebušna slinavka hvaležna. Tako. En, dva, tri, to je vse. Od tega trenutka zdaj imate 2 možnosti. Ena je, da bomo temu dodali le proso. Verjemite mi, vrhunska sladica je tole, pa v njej ni ničesar grešnega. Druga opcija je, da manjši možgančki dobijajo magnezija pa železa v obliki presnega kakava. Mnogi mislijo, da morajo presen kakao z maščobo greti, tako kot ponavadi topimo čokolade, pa res ni treba. Čisto zadošča, da jo v tako eno kremasto osnovo zmešamo. Edino, kar toplo priporočam, dodajte malo maščobe, da vse bo hiper zdravo. Dodamo malo orehovega olja, ki je zelo bogato z omega 3 maščobami. Vse to zmešamo. Zdaj pa pravijo, češnja na vrh mora priti zares češnja. To so moje domače pečene češnje.
pripravek, s katerim smo se najbolj zamudili to pomlad. Ko to dodate, bo taka švarcvald tortica okus. Ja. Pa tudi na tej varianti bo zelo dobra. No, za še malo energije, kot sama beseda pravi, flower power, odlična začimbna mešanica z vrtnicami, s klinčki, s plavicami, ognjiči, tudi odličnega okusa za vse sladice, da bomo res imeli jesen z veliko energije, pa z veliko dobre volje, pa da virusi bežijo stran od nas.